Pred odhodom se mi bil obljubil, mati, čez 5 let se vrnem. V februarju 1941 je teh 5 let minilo. Mati me ni mogla več čakati. Poiskal sem sliko matere, v domači obleki z nazaj zavezano ruto. Na prvi strani duhovnega življenja sem jo objavil. Minilo je že leto, odkar je vojno gorje zagrnilo domovino. Franc Gabrovšek mu je pošiljal poročila. Iz skromnih vesti, ki jih je mogel dati, je bilo razvidno, katere sile so bile že na delu, toda ni bilo še jasno, kako se položaj razvija. Leta 1943 sem dobil glas, da je bil ubit moj brat Francel. Toda kdo ga je ubil? Istočasno so prihajala iz Severne Amerike poročila, ki so začela postavljati v senco generala Mihajloviča, sprva glavnega generala. Začelo je prevladovati Titovo ime. Tudi ime partizani mi je bilo jasno znamenje z orientacijo. Beseda OF, Osvobodilna fronta, je ustvarjala zmedo poleg partizanskega imena. Šele ko se je ves dim razkadil, sem zvedel, da so ubili mojega brata Italijani. Toda v kakšnih okoliščinah? V Židanku, to je na cesti blizu Petkovca, so partizani napravili napad na italijansko kolono. Par strelov pa so napadalci izginili. Za seboj pa so pustili mitraljez, na katerem je bilo ime Francel Hladnik. Seveda so ga Italijani poiskali in ubili. Naš Francel je moral izginiti, ker ni hotel v OF. Medtem je vojna divjala naprej. Tukajšnji komunisti, ki so prvi 2 leti zagovarjali Hitlerja, so se kar čez noč prelevili in začeli bruhati ogenj na njega, potem, ko je napadel Rusijo. Raje, kot da bi človek to razmišljal, sem molil. Sredi vseh teh pričakovanj in upanja ter strahu se je Hitlerjev zmagoslavni pohod v Rusijo ustavil. Sodelovanje ameriških, angleških in ruskih čet je Hitlerjev začelo delati sive lase. Da ne bi komu storil krivice, je s skrajno previdnostjo objavljal poročila v duhovnem življenju. Slovenski list pa od leta 1944 ni bil več pod njegovim plaščem. Proti koncu leta 1944 so novice potovale bliskovito. Italijani so se že zdavnaj predali. Hitler beži iz Rusije. Zavezniki osvajajo Zahodno Evropo. Rdeča armada je pregnala Nemce iz Beograda. Minila je nato velika noč 1945 in minil je maj. Ne, da bi mogel odkje dobiti kako jasno poročilo o tem, kako je doma. Slednjič dobi pismo Franca Gabrovška, ki mu piše o kakih 20.000 naših ljudeh, katerim je uspelo pobegniti v Avstrijo in Italijo. Sedaj so po begunskih taboriščih in čakajo kot duše v vicah, kdo jim bo pokazal, kam naj gredo. Upali so, da se vrnejo domov. Povratka pa nazaj ni. Tam jih čaka samo ječa in smrt. Po teh novicah se je začel na vseh koncih zanimati za možnost nastanitve slovenskih beguncev. Na uradu za preseljence je izvedel, da ne dajo nobenih vselitvenih dovoljenj. Obrnil se je v Čile in Peru. Pisal na ministrstvo v Santiago in v Limo. Vse je bilo zaman. Kaj naj storim? Nekaj moram. Čutil sem, da šele sedaj prihaja name vsa teža moje dolžnosti, s katero me je Božja previdnost poslala v Argentino. Pol leta je brez uspeha poskušal. Argentinsko gospodarstvo je bilo v takem položaju,
da je bilo vsakršno priseljevanje prepovedano, saj ni bilo dela. Po uradni poti ni bilo nikakršne možnosti priti do kakega visokega predstavnika na ministrstvih. Zato je poskusil preko znanke in res mu je uspelo priti do ministra za javno zdravstvo dr. Ramona Carrillo. Ta mu je odprl vrata do perona. On sam ga je spremil v vladno palačo 20. novembra 1946. Kako pomembno, sem premišljeval, ko sem čakal in molil brever. Medtem je minister Carrillo razložil peronu vso mojo zadevo. Nato me pozovejo in pred menoj stoji peron, ves uslužen in ljubezniv ter pravi: že vem, zakaj pridete in vam dam častno besedo. Vsi, kateri imajo pogoje, ki jih določa ustava, naj pridejo, pa naj jih bo 10.000 ali še več. Takih ljudi mi potrebujemo. Tako se je končno odprla pot. Bil sem srečen. Takoj, ko sem uvidel, da gre za res, sem začutil novo skrb. Kam pa bom s 1000 teh ljudi? Prvo, kar sem jim sporočil, je bilo, naj se pripravijo na vsako delo, tudi na krampice pin. Inteligentni naj kar pozabijo na svojo učenost in naj mislijo na mizarstvo, zidarstvo in karkoli. Tako se je delo zakladnika pravzaprav z dovoljenjem za vselitev šele začelo. Potrebno je bilo dobiti prostor za namestitev, delo, finančna sredstva in vse za nov začetek naših beguncev. Začel je iskati primerna zemljišča. Glavno upanje mu je bilo, da bodo begunci dobili zaposlitev, da se bo dobil denar za plačilo. 21. januarja 1948 je pristala ladja Santa Cruz, ki je pripeljala največje število pričakovanih potnikov.